Vesel sem vas, pa duhovnikov tudi. Tako se mi zdi lepo. Bogu hvala. Meni je ta bližnica do tega, kar so fantje oziroma možje govorili, zahvaljevanje. Hvala ti, Gospod, da sem v krizi, hvala ti, da ne razumem, hvala, da ti veš, kaj se dogaja zares. Kaj se zdaj dogaja? To, kar so fantje opisali, da se je Rimu zgodilo, se dogaja pri vsaki maši. V nebohod in binkošti je maša. Samo mi smo tako navajeni, da možakarji ponavadi premišljujete svoje stvari, kaj boste čez teden delali pa naredili, ko smo pri maši. No, potem, ko se ti odpre, pol nič več. Pol pa sprejemamo to, kar je Kristus oziroma kar je diakon bral, kar Kristus dela in vabi. Jaz svojega egota ne morem spremeniti, s tem, da sem odločil, zdaj pa tako pa tako. Zares ga ne morem spremeniti. Recimo, da mi uspe, da ne kadim več, potem pa postanem tako všaben, da je v meni težko biti. Recimo, to je napast. Pa več je takih. Predvsem smo pa mi občutljivi na to, kar Jezus tukaj v Evangeliju govori, na posest, na posedovanje, na to, kar imamo. Duhovniko nam zamerite zaradi pohlepa. Pa zaradi tega, če smo oholi in ušabni do vas, možakarjev, pa do žena tudi. To nam najbolj zamerite. Ampak prvo je prav to, kar Jezus tukaj danes pravi temu, kaj naj storim, ki ga sprašuje, kaj naj stori, da bo dedič. Kaj mu pravi? Prodaj, se pravi, podarjaj to, kar si in imaš. Potem boš sin in brat. Drugač boš pa nekaj drugega. Drugač boš pa to, kar je skušnjava, ne? Da bi bil bogat, da bi se drugim šel Boga in da bi gospodoval. To, kar smo prejšnjo delo poslušali, prmaš. Zdaj, jutri je pa spremenjenje. Jezus iz teh ranjenih možakarjev, Adamov, ki smo tukaj, tle smo sami Adami. Kaj dela iz takih Adamov? Najprej dela sinove. Če se z Jezusom družim, postanem sin. To je pri vsaki maši. Skupaj smo zakaj? Ker smo zanga sinovi. On nas pa pošle kot brate. Kaj to pomeni? Ja, da drug z drugim delimo dar, ki smo. Najprej sem jaz dar. Pa so pa stvari, ki jih imam, da jih delim. To je pa Sveti Duh to dela, ne dela drugega kot to. Da se jaz pri vsaki maši zajem. Jaz sem tvoj ljubljeni sin, dragi moj očka, Bog. To v Jezusu. Jezus je zato kridal, da bi jaz lahko to rekel pri vsaki maši. In me pol pošilja domov kot brata, zakaj? Da bi delil to, kar imam z drugimi. Da bi vas prepoznal brate pa prijatelje. Ne tekmece, ki jih je treba okrog prinesti, se imiti Boga, pa jim gospodovati. To je laž. Zaradi tega je Kain ubil Abela. Zaradi tega. Čistnec zaradi drugega. Ker je v srcu verjel, da je njegova moč v tem, kar ima. Njegov oče je nehal zaupati Bogu, se je počutil nagega in preplašenega. Dokler jaz tega Adama v sebi ne odkrijem, ga mi Bog ne more vzdraviti. Hodim okrog bolan, pa ni res. Noben nima. Vsak mora enak z tega sveta. Kaj to pomeni? Kot sin, kot otrok, kot nekdo, ki pripada, ponižnost, ki jo Jezus uči, v čem je? Da sem ješ Božji sogovornik, to je moja ponižnost. Pa da si Božji sin in moj brat, to je ponižnost. Potem je naslednja pot, ki jo Jezus predlaga, oboštvo. Kaj pomeni oboštvo? Ja, mi imamo od Adama naprej v srcu vsi pohlep. In zdaj od okoliščine je odvisno, pa od tega, od naše svobode je odvisno. Ali ta pohlep dobi oblast nad nami in nismo več sinovi, nismo več bratje, nič več ne ustvarjamo, ampak podiramo tudi stvarstvo. Pohlep ubija stvarstvo. No, ne. Ko jaz posedujem, sem že izgubil.
Sebe, vas, otroke, ženo, življenje. Ko pa jaz sprejemam tako, kot je Kristus pokazal, kaj Kristus živi v sebe, to je uresničen moški. Jaz sem dar, očetov dar, sin. In vse stvarstvo mi je dano, da bi jaz tudi brate in sestre privedel k očetu, da jim pokažem očeta. To je moško dostojanstvo in ga ima vsak, ne samo duhovnik in redovnik. Vsak je bil krščen, je bil to povabljen. Da. V nebohod je pa kaj pa tukaj? Jezus me zdravi, česa? Da te moje skušnjave, da bi se rešil in dal vrednost in dostojanstvo s tem, kar imam. Pozabil pa na to, kar sem. In pohleb mi ukrade oboje. Če gledate skušnjave pretekle nedelje Jezusove, ne? Mi ukrade sinovstvo, mi ukrade bratstvo, mi ukrade otroke, mi ukrade mene, pokvari stvari, ki jih uporabljam, zato ki jih posedujem. Na koncu mi ostane samo tisto, kar sem podaril. Sem se zahvalil in sem podaril. Vse drugo sem v življenju zapravil in izgubil. In vsak se mora iz izkušnje naučiti ta dela masa, ki jih je prebral Brane. Ja, šele ko so te ta stisnila zares, pa rečeš, Gospod, hvala ti, ker ti takega Vilija ozdravljaš. Pa nam ga računaš kot Petra, ne se spomnite. Pa nam ga računaš kot na tvojega sina, sogovornika, brata, ki potem upa biti oče drugim, ki potem upa biti prijatelj, ki upa biti, kako bi rekel, ustvarjalec, ustvarjalec življenja, ki ga Bog daje vsem za vse. To se dogaja pri vsaki v Hristi. Jezus nas zato povabi tukaj. Tu je nebohod, tu smo pred očetom. On zdravi naša srca, ki so taka, kot smo brali tukaj. Nekaj časa te muči, ne tole, kot le pravi, čaranje, malikovanje, zazdanost, pa tako naprej. Ne? To je vsak dani boj, ampak ni zunaj, je znotraj najprej. In bolj prideš, imaš, kaj ti Gospod želi dati? Svojo svobodo. Ti si moj ljubljeni sin, nas sprejmeš. A upaš iz tega živeti. To je pri vsake maši. Bingoš ti pa kaj? Je pa kličemo duhovto, Gospod, jaz prinesem k maši, kaj prinesem? Svoje delo, odnose, grehe, konflikte, strahove, omejeno pamet. Vse to pa dam Jezusu. Jezus, to je moje življenje tukaj. In ga dam v kruh in vino. In ker smo bili krščeni, ker smo mi Kristusovo ostalo telo na tem svet, potem v moči vašega krsta, se pravi tega, kar je Kristus naredil, da nas ima za sinove, brate in tiste, ki z očetom sodelujejo, ne, ki je vse podaril za to, da bi mi z njim sodelovali, potem duhovnik v imenu skupnosti posveti, ti zdal svoje življenje, ti zdal svoje, z grehom ured. Smo dali tukaj in pa nam da nazaj, Gospod. Življenje vseh je hrana za vse. To je naša globoka resnica. In te možakarji, ki so bili v Rimu, so se tega zavedli. Kaj pa drugega? Začutili so, zato Luka lahko reče, zdaj, ko moram nekaj odločiti, jaz ta prvo pomislim, Gospod, kaj zdaj ti tle želiš, pa kaj bi rad. Mene Bog tega uči, ko se mi zapre, ne? Ko sem žalosten, ko doživim konflikt, ko doživim notranje napade, jezo. Takrat me vabi, da se mu zahvalim, Gospod, hvala ti najprej, da me zdajle maje, da sem se izgubil. Da zgubljam dostojanstvo sina, brata in tvojega sogovornika, da me hoče spodžagati. Najprej to. Potem lahko razmišljam, ne? In to premaš me Bog obnavlja, zato kličemo Svetega Duha, na naše življenje kličemo, da se v Binkošti zgodilo, v tvojem srcu, v tvojem, med nami. Pol prepoznaš v drugem nekoga, s katerim deliš Božji dar. Ki si ti. To se mi zdi, nam je podarjeno. V nebohod in Binkošti, mi smo zdaj tukaj, to se dogaja, v nebohod se dogaja. Gospod je že rešil zadevo, mi smo že rešeni zla, mi smo sinovi v sinu, zato nas vabi. Ta tukaj iz odlomka ni živo nič tega, kar je ne ubija in pa tako naprej. Seveda ni živo, to nobeno od nas samo od sebe ne more. Rabiš celo življenje, da to razumeš. In izkustveno doživiš, da to sam ne moreš, 10 zapovedi iz sebe sam nihče ne zmore živeti. Iz Kristusovega duha pa kamot, zato te nosi, ne? Kot skupaj nas nosi Božji duh, pa nas ozdravi, pa pošle k drugim. Ja, kdo pa? In tega se učimo skupaj. Zato so tako dragocene naše skupine, slavljenje, itak, molitev,
brez molitve pa tega, da se zavedamo, da Bog vsega spoštuje, sprejema, nam je naklonjen, je škoda, da se srečujemo, ne? Ampak vsi doživljate, kako vas obnovi Božji duh, tudi to, da se mi med sabo delimo svoje izkušnje, ravno tako binkošti in delu ne bo hoda. Ker zavemo z tega, Bog me ima za sina, jaz imam tudi sebe lahko za sina in sem brat. To je moje dostojanstvo. V to vedno znova povabljen. Pri vsaki maši, pri vsaki podelitvi med možakarji. Jaz vede, kako pa? Pa ko si prepodujemo kaj? Ja, da ne zmoremo, ne? Si povemo, da ne znamo biti tisti, ki odgovarjajo na dar, pa sebe doživljati kot dar, pa da sem brat, to je ponižnost, ne? Pa služim, ja, da delim to, kar sem prejel. To je ponižnost, oboštvo, služenje. To je Jezusova pot in te nas duh uči. Vsi smo šli skozi križ, gremo skozi križ, kaj to pomeni? Mi gremo zdaj iz tega v nebo hoda in binkoštih smo tle, vsak v svoje življenje, skupnosti, tam, ker dela, živiš. In tam Bog zdaj na te računa, kaj? Daje ti duha, zakaj? Ja, da bi drugim pokazal, da si sin in da so to tvoji bratje in da cvetiš, ko z njimi deliš to, kar si prejel. Ostane nam torej samo tisto, kar smo podarili. Tisto je resnično naše, ker takrat smo bili sinovi in bratje. Zato imamo vedno drug drugemu dovolj za odpustiti, sprejeti, da nam je Bog že odpustil in da smo poslani iz tega odpuščanja. Križ pa živimo tam, kot je. Ne? Mi gremo zdaj nazaj v življenje, v veliki petek in velika sobota, pa spet pridemo sem, pa je spet v nebo hod, pa vstajanje in binkošti, pa gremo pa spet nazaj. Veliki petek, veliki četrtek, pa velika sobota, pa se spet odpočijemo v nebo hodu in binkoštih, prmaši. Pa nas spet Gospod pove, vi ste sinovi in bratje, jaz vam dam moč, da z tega živite, pa ti spet pri koncu tedna zmanjka moči, pa gre spet v nedeljo. To Bog dela, to je vse poskrbljeno v naši veri. Bog je poskrbel, še posebej za možakarje. In tako pa mi skrbimo za vse tiste, ki so nadani otroci, žena, svet, dobrine, kot velik dar. No, toliko. Bog vas živi. Pa hvala, da ste prišli, hvala vsem, ki to organizirate. Pred 10 leti sva z Damjanom to fantazirala, ne? Kaj Bog želi zdaj za nas? Kje so zdaj možakarji? Kristus res brez možakarjev? Kako to? Te kako deluje? Pa drugod se je tudi to dogajalo. V Rimu je potrditev, ne? Bog nas rabi osebno na vsega računa, na vsega. Vsak je sin, vsak je brat, vsak je prijatelj, vsak zna biti oče, pa če sem sin, zna biti tudi oče. Če ne, sem pa kaj? Ena skaza, žalostna. Amen. Vas povabim sedaj, da položimo pred Gospoda, ki je naš oče, svoje prošnje, zato da prejmemo njegovega duha in moč, pa da si bomo želeli in hoteli to svobodo, ki nam jo daje pri vsaki maši, pa tudi potem, ko drug drugom upamo sprejeti take Božje, na katere Bog računa. Zato ga prosimo.